Odpravljam se do Kekca. Vmes vam bom pa še povedala o hormonu sreče. Bom preverila, v kateri uri je sončni zahod. Zdaj pa šivam nazaj v dolino. No, veste, da ni niti ena lučka. Ja, te zebek. Jaz pa šivam večerjo narediti zdaj. Dober dan. Danes je nov dan in novih 10 000 korakov. Odpravljam se do Kekca, to je izletniška in razgledna točka nad Novo Gorico. Vmes vam bom pa še povedala o hormonu sreče. Rečemo mu serotonin. Ja, verjetno ste tudi vi že kdaj rekli, da si greste sprazniti malo glavo. In pa ste šli na sprehod ali pa na kolesarjenje. In potem, ko ste pa prišli domov, ste bili pa kar naenkrat ful dobro razpoloženi, polni energije, polni pozitivnih misli, v glavnem prerojeni, kakor da ste novi. Ja, in vse to je serotonin. Hormon sreče, hormon dobre volje, hormon zadovoljstva. Čisto enostavno, ne? Če ga imamo dovolj v telesu, potem se dobro počutimo in seveda tudi dobro spimo. Sprehodi, hoja, tek, skratka vsaka rekreacija, predvsem ko smo v naravi, kjer smo izpostavljeni recimo naravni in pa sončni svetlobi, zelo pozitivno vpliva na nas in pa na naše telo. Pa razbremenijo glavo, razbistrijo misli. Vse to potem poveča vrednost serotonina v našem telesu, ki potem vpliva na naše razpoloženje in pa na občutenje sreče. Ali pa nasprotno, včasih obtičimo doma na kavču in pa smo pa prav brez energije. Prenizke vrednosti tega hormona pa potem lahko povzročijo tako malo tesnobe, pa tako smo malo nezadovoljni, nezadovoljstvo, pa lahko tudi celo manjšo agresijo. Tudi bolj smo razdraženi, pa slabo spimo, pa še en kup takih stvari je, ki nam ne nudi zadovoljstva. Mislim, sej za ta serotonin obstajajo tudi zdravila, ampak to ni rešitev, dokler lahko gremo, pa se sprehodimo ali pa kakorkoli drugače rekreiramo. Ja, da bomo imeli pa dovolj tega hormona v sebi, pa moramo narediti sami največ za to in se sami potruditi, da bomo srečni in da bomo delali tisto, kar nas veseli, ker to ustvarja hormon sreče.
Jaz sem zdaj prispela na Kekca, bom preverila, v kateri uri je sončni zahod, pa bom videla, mogoče bom še posnela sončni zahod. 17 pa 13, čez 10 minut. Čez 10 minut bo zašlo. Bomo počakali? Bomo, ne? Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Tako, zdaj pa šivam nazaj v dolino. Bom šla kar okrog po asfaltu, zato da se še kje ne usujem. Moj aparat ali mraz, vam porečem. Prej smo imeli 13 stopinj, ko sem šla gor. Zdaj, veste, koliko je 9. Ampak se vem, da imate druge še bolj mraz. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. Evo, zdaj sem prišla že do prvih hiš, tako da super. Sem kar mal tekla čez gozdiček, me je bilo kar mal strah, ker nimam pojma, so tle tudi kak divji prašiči. Ne vem, v glavnem sem jo kar odsvrla na hiter. Tako da sem tako hit, ne vem, če sem že kdaj prišla nazaj dol. Mogoče, ne vem, ne verjamem. Ok, živamo zdaj. Imam še enih 20 minut do doma. Evo, me je prišla pozdraviti. A te kaj zebe? Ja, te zebe kaj. Ja, seveda. Mene tudi, veš? Tako, zdaj grem dol, že proti semaforju, oziroma Solkanski obvoznici. Ta del je bil prav naroden. Prav takšen temen, ko v rogu. Ja. No, če vzimam še 10 minut do doma, se pravi 1 kilometer, 12 minut, ko imam preštudiran. Tako, jaz imam zdaj še en del poti brez luči, to je zadnja luč tlele. Evo, pa sem že skoraj doma. Super. Jaz pa šibam večerjo narediti zdaj, potem pa hitro montirati video. Tako da bo ta prav čas objavljen. Jutri moram imeti zmontirano, tipi topi. Tako, to bi bilo za danes vse. Hvala za pozornost. Pejte tudi vi na sprehod, pejte nabirati hormon sreče. Bodite fajn, bodite srečni in se vidimo. Čau, čau!